In še zadnja stvar, ki bi jo želela predstaviti v okviru krožnega oblikovanja, so naša načela oblikovanja. To je nov način opredelitve trajnostnih embalažnih rešitev. V preteklosti, kot sem že prej omenila, naš krožni poslovni model, smo se predvsem osredotočili na to, kako je naše poslovanje krožno, ampak želimo tudi to krožnost prenesti na sodelovanje z našimi strankami. Zato smo tudi skupaj z Ellen MacArthur fundacijo oblikovali teh 5 načel, ki jih pridno uporabljajo naši oblikovalci, ki jih je kar 700 v okviru skupine DS Smith. Tudi naslednja optimizacija je iz področja izhodne logistike, saj lahko prav na tej fazi kupčeve dobavne verige z krožnim oblikovanjem dosežemo večje prihranke. Gre namreč za spremembo pozicije primarne škatlice v transportnem kartonu. Prej je bila v ležečem stanju, zgornja slikica. Spremenili smo to pozicijo v bočno. S tem smo pridobili 230 artiklov več na paleto, kar pomeni 23 pakiranj po 10 artiklov več. Na splošno pa je paletizacija področje, ki ga moramo načrtovati s pozornostjo. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na to, v kakšnem stanju bodo izdelki prispeli na končni cilj. Desno vidite enega izmed dejavnikov, način formiranja paletnega zložaja. Mogoče niste vedeli, ampak z zlaganjem paketov rob na rob dosežemo kar 30% večjo nosilnost spodnjega nivoja. Toliko malo v razmislek. Predstavila bom 2 primera trajnostne embalaže, ki smo jih naredili za 2 naše stranke. Vsi ste že zagotovo v tem norem korona času kupili kaj prek spleta, ker je bila večina trgovin do pred kratkim zaprta in verjetno imate tudi kakšno dobro, pa tudi slabo izkušnjo s preveč pakiranimi izdelki, ki ste jih prejeli, torej izdelki v prevelikih embalažah. Na primer, jaz sem prejela en USB ključek v zelo preveliki škatli, ovit še dodatno v mehurčkasto folijo, morda pa tudi kdo izmed vas je prejel kak poškodovan izdelek. To so vse neki vidiki trajnosti, ki smo jih skušali upoštevati pri razvoju embalaže za Bosch. Odločili so se prodajati svojo vrsto izdelkov, en segment izdelkov preko največje spletne trgovine na svetu. In zato smo razvili prav posebno embalažo, ki se prilagaja glede na višine izdelkov in s tem se izognili tudi dodatnim nepotrebnim polnilom. Hkrati smo bili zelo pozorni tudi na zaščito izdelkov. Bosch je izdelke ISTA6 oziroma embalažo ISTA6 certificiral. To so posebni testi, ki v bistvu povejo, koliko je odporna embalaža na vse te udarce znotraj oskrbovalne verige spletne prodaje. Vemo, da je e-commerce oziroma spletna prodaja, poslovanje, ta oskrbovalna veriga veliko bolj kompleksnejša kot maloprodajna, zato je izboljšava na tem področju tudi največji izziv. Imamo tudi kar do 50 stičnih točk, kjer se embalaža pri sami logistiki, preden pride do naših vrat, poškoduje. No, ravno zato smo se odločili, da bomo v bistvu naredili tako embalažo, ki bo odporna na vse te potencialne udarce. Pomemben vidik te embalaže je bilo tudi samo vračilo. Vemo, da potrošniki čedalje več izdelkov tudi vračamo nazaj, torej gre za izdelke, s katerimi nismo zadovoljni, in pri tem je dobro, če ponovno uporabimo to embalažo, v kateri smo prejeli izdelek. Zato smo na to embalažo aplicirali tudi dodatne samolepilne trakove. Smo tudi edini v Sloveniji, ki imamo to možnost v naši proizvodnji. Razvijamo tudi številne rešitve, ki v bistvu naredijo tudi te zatiče za vračila izdelkov bolj ekološke, torej gre za zatiče na sami konstrukciji embalaže. S tem pa morda
Lahko tudi zmanjšamo odpornost embalaže na udarce, ker vemo, da čim ima embalaža neke dodatne zareze, je tudi njena stabilnost manjša oziroma zaščita izdelkov potencialno manjša.